Če že govorimo o Turčiji, še pred kratkim je bil Erdogan črna ovca NATO, saj je blokiral članstvo Švedske, kupoval ruske rakete in se prepiral z zavezniki. A prihodnji teden bo gostil celoten zavezništvo v svoji palači s 1000 sobami v Ankari. In Donald Trump pravi, da je edini razlog, da sploh pride, spoštovanje do Erdogana. Osebno. Prav ste slišali. Kako smo prišli do tega? Nekateri bi rekli, da je preprosto. Združene države zmanjšujejo financiranje, Evropa paničari in Turčija stopa v praznino. Turčija je medtem tiho postala eden najpomembnejših dobaviteljev orožja v zahodnem svetu. Izvoz orožja se je od leta 2020 početveril. Govorimo o dronih, vojaških ladjah, oklepnih vozilih, vojaški elektroniki, pri čemer gre 56% prodaje v ZDA, Evropo in drugim zaveznikom NATO. Da ne omenjam, Erdogan očitno posluša tako Washington kot Teheran hkrati. Zdaj se nam pridružuje dr. Eytan Cohen Janaročak, strokovnjak za Turčijo na centru Moshe Dayan na Univerzi v Tel Avivu. Sam Turek. Hvala, najlepša hvala, da ste me povabili. Seveda, pogovorimo se o tem. Prav, Turčija prodaja orožje po celotnem NATO, gosti vrh zavezništva, ustavlja iranske balistične rakete, do določene mere posreduje med Washingtonom in Teheranom. Ali Erdogan resnično postavlja Turčijo v položaj, da zapolni praznino, za katero bi rekli, da jo Amerika pušča za seboj? No, zagotovo lahko rečemo, da izkorišča zgodovinsko priložnost. Medtem, ko se Združene države umikajo iz vodenja NATO, Turčija zdaj zapolnjuje to vrzel. Tudi vi ste omenili, zelo dobro veste, da je turška proizvodna in dobavna veriga zelo dobro znana. In proizvajajo ter pošiljajo svoje izdelke ne le na zahod, ampak tudi v Afriko in v številne druge regije. Torej, glede na ta izziv, ki prihaja v Evropo z vzhoda, ruski izziv in prav tako vidimo iransko težavo, tako se Turčija tukaj pojavlja kot zelo pomemben akter. Hkrati, veste, Turčija jim zagotavlja brezpilotna letala, oklepna vozila in druge izdelke, ki jih Evropa nujno potrebuje. Po drugi strani pa ista Turčija predstavlja tudi varnostni problem za samo Evropo. Rad bi spomnil, da je še vedno članica Evropske unije, Republika Ciper, ki trpi zaradi turške okupacije od leta 1974. Poleg tega pa obstajajo tudi, veste, nesoglasja glede Egejskega morja med Grčijo in Turčijo. In seveda ni treba posebej poudarjati, da je Izrael zelo pomemben zaveznik Zahoda in še posebej Združenih držav Amerike. In žal nenehno poslušamo o poslabševanju odnosov med Jeruzalemom in Ankaro. Prav. In to je nekaj, veste, žal zelo problematičnega. Po eni strani, veste, Zahod res potrebuje Turčijo, po drugi strani pa ista Turčija povzroča veliko težav istemu Zahodu. To nas seveda pripelje do vprašanja Izraela. Zelo neprijetno, prepričana sem, da to tukaj vidimo. Turčija, ki je močnejša, pomembnejša, bolj nepogrešljiva, kot ste pravkar rekli, za Zahod, ki jo vodi človek, ki je cionizem označil za genociden. V zadnjih tednih je dejansko pozival k uničenju države Izrael. Nenehno. Ali je po vašem mnenju Izrael zaradi močnejšega Erdogana v tem trenutku bistveno manj varen? Rad bi se skliceval na zelo pomembno izjavo Erdogana iz leta 2024. Rekel je, tako kot smo ukrepali v Gorskem Karabahu in Libiji, lahko ukrepamo tudi proti Izraelu. Kar je naredil v Gorskem Karabahu in Libiji, je bilo to, da je oborožil vlado narodne enotnosti v Libiji in tudi Azerbajdžan proti Armeniji. Skratka, mislim, da bi lahko Turčija oborožila nasprotnike Izraela. Ampak res ne mislim, da bo vsaj na kratki rok neposredno soočila z Izraelom. Ampak res je, da je Turčija veliko bolj kompleksen igralec v primerjavi z Iranom. Turčija ima zmogljivosti NATO, letalske sile in mornarico, ter je veliko bolj modernizirana v primerjavi z Iranom. Tako je. Res si ne želiš postati sovražnik Turčije. In naj povem zelo odkrito, Izrael nima takšnega načrta.
Nažalost vidimo to stopnjevanje s turške strani, ko turški notranji minister pravi, da bi rad postal naslednji guverner Jeruzalema. Seveda to v Jeruzalemu sproža alarmne zvonove in nihče ne more kriviti izraelskih odločevalcev, da so previdni. Mislim, izraelski premier to trenutno jemlje resno. Veste, Izrael, ko prejme takšno grožnjo, takšne grožnje jemlje resno. Veš, Ruth, seveda te želim vključiti v ta pogovor, ker moramo govoriti o tem, kaj se dogaja med Trumpom in Erdoganom v luči vsega tega. Trump Erdoganu dobesedno maha s temi F-35 pred nosom. Hvali Erdogana kot zelo dobrega prijatelja, pravi, da se je vrha Nata udeležil samo zaradi njega. Ali je Erdogan s to strategijo dejansko uspešen? Kaj si želi v zameno in zakaj je Trump tako blizu Erdoganu? Razložite nam to. Zakaj je torej Trump blizu Erdoganu? Na to vprašanje ne znam odgovoriti. Če mi lahko vi odgovorite, bi z veseljem slišal. Lahko. Rad bi slišal, ampak resnično samo eno besedo želim povedati. Že nekaj časa me veliko manj skrbi Islamska republika Iran s svojimi številnimi proksiji, Hutiji, Hezbolahom, Hamasom, islamskim džihadom in tako naprej. Ne, da niso grožnja, ne, da so bili popolnoma zatrti. Zelo sem zaskrbljen in to ni stvar enega ali 2 mesecev, niti enega ali 2 let. Zaradi zelo jasnega cilja, ki ga je Erdogan in njegov režim zelo odkrito predstavil. Ustvariti svetovni kalifat, ki temelji na šeriatu in ga vodi Turčija. In bodi si sam Erdogan ali pa njemu podobni. On je voditelj, ki ga je recimo oblikovala in obogatila ideologija enega od ustanoviteljev islamske bratovščine. Torej hranijo, urijo in financirajo nasprotnike Izraela. Torej Hamas, islamski džihad in drugi, Hezbolah, čeprav so šiiti, Džolani in tako naprej, da ne omenjam vojn, kot pravite, v Gorskem Karabahu, v Afriki in tako naprej. Sudan je ena izmed njih. Globoko je vpleten v konflikte po vsem svetu in ima zelo jasne cilje. To je moj največji in najhujši strah in bi moralo biti na dnevnem redu Evropejcev, Kanačanov, Avstralcev iz Združenih držav Amerike. Ali Trump razume to, glede na to, da ima vse obveščevalne podatke, ki jih imamo mi in morda še več? On to ignorira. In v zvezi s tem, če dovolite, bi rad odgovoril na vaše vprašanje. Ko gledam na ameriško zunanjo politiko v odnosu do Turčije in na tako imenovano prijateljstvo med Donaldom Trumpom in Recepom Tayyipom Erdoganom, veste, prihajam do zaključka, da moram primerjati prvi mandat Donalda Trumpa z njegovim drugim mandatom. Rad bi vas samo spomnil na njegov prvi mandat. Med prvim mandatom Donalda Trumpa smo bili priča temu. Združene države so uvedle sankcije proti Turčiji, proti turškemu obrambnemu ministru, proti turški obrambni industriji, turškemu notranjemu ministru. Veste, to je bil katastrofalen odnos in tam se je končal. In ko gledam na drugi mandat, je to popolnoma drugačna zgodba, ker je Turčija prvič po prvi svetovni vojni vstopila v Sirijo. In ko gledam na ameriško zgodovino, Američani v vsej svoji zgodovini nikoli niso uspeli prodreti v Sirijo. Leta 1918, ko se je končala prva svetovna vojna, so tja prišli Francozi, nato Sovjeti, potem Rusi in Iranci. In zdaj Turki prvič v zgodovini utirajo pot Američanom v Sirijo. In zdaj obnavljajo Sirijo. Januarja lani je sirski režim prevzel nadzor nad naftnimi vrtinami na severovzhodu države. In komu mislite, da pripada del teh deležev? Prav, gremo naprej. Seveda Američanom. In veste, ko to vidite in primerjate, mislim, da je enačba zelo jasna. Medtem ko Donald Trump iz Sirije dobiva tisto, kar si resnično želi. Vpliv, prodor in denar, Erdogan od Trumpa dobiva legitimnost.
V redu, in ta vrste, veste, pohvale, da je Erdogan močan človek, da ga spoštujejo. Če ne bi prejel takšnega povabila od Erdogana, ne bi prišel v Turčijo, mislim, no, dejno. Seveda bi prišel v Turčijo ne zaradi Erdogana, ampak to je Erdoganovo plačilo. V redu. V redu. Rad bi se obema zelo zahvalil, da sta se nam pridružila, to je bila res zanimiva razprava. Hvala.